Mestna občina Murska Sobota se ponaša s številnimi uspešnimi športniki, ki so pomemben navdih vsem, ki šele stopajo na pot športa. Pozornost za njihovo borbenost, požrtvovalnost in odlične rezultate pa jim je bila izkazana s podelitvijo priznanj za njihove dosežke. Priznanja sta podelila predsednik Športne zveze Murska Sobota Andrej Gomboši ter župan mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek. Jaz sem izjemno ponosen na te rezultate in hkrati pa tudi je to velika obveza tudi za mestno občino in za mene osebno, da še več naredimo za boljše pogoje za naše športnike, tako tiste vrhunske športnike, predvsem pa, in to posebej poudarjam, za najmlajše športnike, da izpred računalnikov in igric računalniških gredo v telovadnico. Seveda je pa to povezano tudi z stroški in zaradi tega bomo v mestni občini Murska Sobota v letošnjem proračunu, ki ga bomo 7. februarja prvič obravnavali, predlagali višji znesek za šport. Najšportnica leta 2016 je postala Asja Benčec, ki niza zavidljive rezultate v gimnastiki. Priznanje za najboljšega športnika pa je prejel Jure Kuhar, najboljši slovenski rokoborec zadnjih 10 let. Tako ni naključje, da je prvo mesto med posamičnimi športi zasedlo rokoborsko društvo Sobota, ki je v letu 2016 osvojilo kar 93 medalj. Pohvali pa se lahko tudi s članom, ki je najboljši rokoborski sodnik na svetu. To je samo nadaljevanje našega dobrega dela. Saj letos slavimo tudi zavidljivo obletnico 40 let neprekinjenega delovanja in lanski rezultati so dokazali, da smo na pravi poti, saj smo dosegli ogromno lepih, zavidljivih rezultatov. Na kvalifikacijah za olimpijske igre sta kar dva naša tekmovalca ostala v polfinalu. To pomeni, da je en dvoboj manjkal za uvrstitev na olimpijske igre. Seveda nismo ostali na tem, delamo dalje, vlagamo v mlade tekmovalce. 3 lani so se udeležili tudi balkanskega prvenstva. Naš tekmovalec je tudi na evropskem prvenstvu osvojil 14. mesto. Tako da, ja, rezultati so lepi, priznanje je še lepše, kot te tudi doma priznajo ali pa spoznajo, da delaš dobro, da delaš pravilno in to je spodbuda za naprej. Priznanje za najboljšo moško športno ekipo med kolektivnimi športi je prejel odbojkarski klub Panvita Pomgrad Murska Sobota, ki s člansko ekipo nastopa v prvi državni ligi. Drugo mesto pa je zasedlo društvo Nogometna šola Mura. To nam bo dalo še več zagona, se pravi, da bomo v tem letu še boljši, da bomo izpolnili svoje cilje, ki smo si jih zadali. To je se pravi, da članska ekipa se uvrsti v drugo ligo in pa potem mladinci in kadeti, da prijejo v prvo slovensko ligo. Tako da pravim, ta plaketa oziroma to priznanje nam pomeni zelo veliko in poskušali bomo v tem letu biti še boljši. Priznanje za najboljšo žensko športno ekipo med kolektivnimi športi je pripadlo ženskemu košarkarskemu klubu Pomurje. Na področju športa invalidov sta priznanje prejela Boštjan Vogrinčič, igralec golbana, ki je sodeloval že na 4 paraolimpijskih igrah, in Damjan Šebjan, ki je kot član slovenske košarkarske reprezentance gluhih osvojil številna priznanja. Posebno priznanje za dosežke v športni dejavnosti pa je prejel Petar Podlunšek, ki je v tekmovalnem akrobatskem letenju 8-krat postal državni prvak. Krona tekmovalnega udejstvovanja v akrobatskem letenju pa je bil vstop v najhitrejšo motoristično tekmovanje na svetu. Prejeti nagrado za izredne dosežke je za mene velika čast, prejeti sploh v domači občini in vse take zadeve nam dajo dodatno moč za nadaljevanje kariere, nadaljevanje dobrih rezultatov in pa seveda upam, da bomo še bolj uspešno lahko ponesli ime regije v svet. Mora biti še vaši načrti za sezono, ki je pred vami. Kmalu se tudi odpravljate na svoje prvo tekmovanje. Ja, prva tekma je praktično pred vrati, čez 3 dni odhajamo v Abu Dhabi. Prva tekma je 10. februarja, vendar predtem nas še čaka kar nekaj testiranj in pa treningov na samem prizorišču v Abu Dhabiju. Kot sem prej omenil, je prva sezona v Mastersu bila nekje sezona privajanja, učenja
letošnja sezona seveda že bo pri nas tudi dvigovala pričakovanja in upajmo, da bomo nadaljevali v stilu, kakršnem smo zaključili sezono 2016 in to je bilo z polfinalem in proti koncu sezone upam že kako finale. Naj bodo nagrajenci za najboljše športne dosežke v mestni občini Murska Sobota za leto 2016 vzor vsem nam, še posebej pa mladim, ki se pri življenjskih ambicijah največkrat ozirajo ravno po lastnostih športnikov.